ker sem že tudi v bistvu bil pri trenerju, ki mi je rekel pač, da moram stravo zaključiti. Potem sem pa v bistvu zabil njega na pol, potem je bilo, ne vem, stotinka na koncu razlike. Pri teku za tempo 2:45 pa sem ga dobil 200 metrov pred ciljem pa zmagal. Za zmanjšanje porabe dopinga pri atletih nameni veliko premalo denarja in Spoštovani, spoštovane, pozdravljeni, dober večer, oziroma ko se po portugalsko reče, buenas tardes, bom dia, vem, da se reče dober dan. Zakaj se s portugalščino mučim? Zato, ker kličem na portugalsko, dol na jug, tja Matijo Rizmala. Matija, živo? Zdravo. Kaj delaš na portugalskem? A si na dopustu? Ja, trenutno sem sicer bolj na delovnem dopustu, ampak smo šli malo bolj v tople kraje, glede na to, da v Sloveniji zadnje čase, predvsem od danes naprej, neko prijazno vreme. Delovni dopust, razloži več najnim poslušalkam in gledalcem, prosim. Ja, delovni dopust je dopust, kjer še vseeno delaš dvakrat dnevno po 2 ure. Dvakrat dnevno po 2 ure in sicer delaš fizično, bi rekel, cestna dela, a? Ja, fizično. Tja si šel, ne vem, s klubom, z reprezentanco, z ekipo, s čim, s kom? Ja, šel sem še, 4 smo skupaj še s 3 starimi fanti iz atletskega kluba Krke. Sicer so vsi mlajši, stari 17 let, ampak oni so prvič tukaj, jaz sem že 4., tako da jih zdaj v bistvu jaz malo vodim tukaj, ampak je super. V bistvu si na 2-tedenskih pripravah, če se ne motim, ja, ne, tam na portugalskem drži, ja? Ja, je tako, ja. Je tako in ti hodiš tja, preden sem začela snemati, sem se pogovarjala o Keniji, pa sem rekla, kdo rabi Kenijo, ne, če imamo portugalsko. Kje si našel, recimo, ker že nekaj let zahajaš tja dol v Monte Gordo, to si mi razložil, je zelo blizu španske meje, ampak kako si našel to in se navdušil, da hodiš tja pač že vsako leto? Ja, v bistvu prvič sem bil leta 2022 januarja, se pravi 3 leta nazaj. Takrat sem šel prvič, ko sem treniral pod vodstvom Jana Petrača. V bistvu on je pa že tle bil tudi parkrat kot sam, ko je bil še atlet. Potem pa, ker on je predvsem finski trener, je tudi veliko Fincev pride sem v januarja, ker je gor še bolj mršel kot pri nam, ne. Mi nekako takrat sem bil prvič tukaj in mi je bilo zelo všeč. In zdaj v bistvu na vse ure priprave, ko grem, za izjema lani, ko sem bil prvič na višini, je bil ta kraj Monte Gordo. Daj mi opiši malo vremenske razmere, da si bomo v tej kisli, mokri, malo na pol mrzli, predvsem pa virozno gripozni Sloveniji predstavljali, kje si? Ja, danes je bilo malo bolj mrzlo, je bilo samo 16 stopinj, jutri bo malo boljše, bo 21, ampak je super, no. Edino, zdaj smo bili 4 dni, en dan je malenkost malo bolj pihalno, ampak poleg tega, če pa ne piha, je pa super, no. Se mi zdi, če je res tisto, da sonce žge, to je že face vroče, no. Smo se malo hecali s fanti, da imamo pokvarjene termometre, ko smo navajeni na mraz dole bližje skozi, pa nam je zdaj tukaj vroče že tle pri slabih 20 stopinjah. In potem, ko se vrneš v Slovenijo, nazaj v tisti mraz, pa to je kaj šok, recimo, če se bo ohladilo, saj ne vem, če se bo. Ja, iz lastnih izkušenj je bil kar vedno šok, ja. Pa si pol en teden ni zapustil bajte ali pa džima ali pa... Ja, tudi motivacijsko je kar šok, ja. Ampak, ker tukaj... Izvoli, ja, izvoli. Ja, ker tukaj je res super, no. Ni tisto, ko greš van, res veš, da greš lahko v kratkih kamot, ni kakor pa nam, ko se obremenjuješ še s tem, kakšno bo vreme, no. Še poleg celotnega treninga, mislim. Se pravi, tam si z ekipo Slovencev, z Dolenci, treninge, kdo ti piše treninge oziroma kako si organiziran s trenerjem? Zdaj pred kratkim sem zamenjal, zdaj sem bil 3 leta pri Janu Petraču do septembra prejšnjega leta. Potem pa smo se nekako sporazumno razšla, ker je Jan se bolj usmeril v treniranje Fincev. Potem sem pa v bistvu mogel najti novega trenerja,
in sem se odločil za Boruta Retega iz Novega mesta. Predvsem zaradi tega, ker mi je dokaj blizu, pa ker ima zelo dobro skupino mladih nadarjenih fantov, pa ker mi njegov stil treninga ustreza oziroma je kar dosti podoben temu, kar sem treniral pri Petraču. S tebe bi kaj opisal? Srednje progaš, dolgo progaš? Ja, definitivno hiter nisem, ne. Tako da trenutno srednje postaja dolgo. Tako. Najdaljša razdalja, v kateri si nastopil, recimo tekmovalno? Trenutno več kot 10 km še nisem nastopil. Imel sem v planu sicer polmaraton, vendar mi je enkrat prekrižala bolezen, drugič pa preutrujenost, ker sem malo preveč treniral na nadmorski višini, pa sem bil pa nažalost preveč utrujen. Polmaraton. Če bo vse v planu letos, prvi polmaraton. Se pravi, letos je konec sezone, ali kako? Bolj proti koncu sezone, ali kako? Ja, gledal sem tale Valencija polmaraton je verjetno najboljši, ali pa mogoče celo v Ljubljani, no. Hotel sem že lani nastopiti v Ljubljani, sam na polmaratonu, sam stopnja pripravljenosti ni bila glih najboljša, tako da sem se pa odločil, da ne bom šel. En let prej sem pa mislil v Italiji nastopiti novembra na enem polmaratonu, sicer sem nažalost pozabil, koliko je ime, vendar vem, da je šel prvo 59 minut, tako da je bila udeležba res dobra, ker v bistvu moraš gledati, da ima proga certifikat, ne, World Athletics, da ti priznajo rezultat, ne. Ja, Palma Novega nima, tako. Ja, Palma Novega je imela, zdaj ga nima več, se mi zdi par let. Tako, ja, prav, ja, in mrzkešen rezultat je lansko leto padel, pa pol ni bil, ampak za rekreativ se to vse, za atlete niti ne. Zdaj na hitro, te bom našim gledalkam, spoštovane, pa gledalcem, poslušalcem in poslušalkam predstavil. Matija Rizmal, ugotovili ste, da je najmanj pol mlajši od mene in prav imate. Ko je on se rodil, sem jaz tekel svoj zadnji hiter maraton, to je bilo leta 2001, tako da zdaj je rosnih 23 let star, zdaj je zaključil z mlajšo člansko konkurenco, zdaj bo pa član, pa polnovreden član, je po karieri že dosegel številne odmerne rezultate, podrl tudi več državnih rekordov, začel je svojo atletsko pot v atletskem klubu Radeče, tudi o tem bo kakšno rekla. Je tako, ja. Je tako, nadaljeval v Celju in potem po svetu seveda specializiral se v začetka na srednje proge 1500, 3000, potem na 5000, 10 000. Se je na teh razdaljah uveljavil kot eden vodilnih slovenskih tekačev, ne samo svoje generacije, tudi širše. Je zmagal v Ljubljani na 10-kilometrski razdalji, takrat postavil tudi, mislim, da rekord proge, bil je državni prvak, državni rekorder v mlajši članski konkurenci na 5, pa na 10 kilometrov, pa še kaj, nastopal je tudi v steeplechaseu na 2000 metrov, če sem prav videl eno statistiko, nore stvari. Zamenjal nekaj trenerjev, zdaj se najdu, ima talent, je predan športu, na Facebooku lahko najdete fotke iz leta 2013. Tako, ja. Majhen, ampak že takrat na atletskem tekmovanju, tako da pa ime ste slišali, pa na Stravo pojte pogledati, pa boste videli, da sploh nima toliko kilometrov, pa vsem dober. Tako da, Matija Rizmal, dame, gospodje, Matija, povej mi, objaviš vse svoje treninge na Stravi? Večinoma, ja. Tisti glavni trening je pa objavim 90%. No. Ti se ne vem, recimo, če je trening 3 km ogrevanja, 10x1000, pa 2 km izteka, tisti 10x1000 objavim 90% časa. A poznaš kolege, sotekače in podobne, ki svojih treningov na Stravi ne objavljajo ali pa samo določene objavijo, potem pa zgleda, kot da skoraj nič ne trenirajo, pa so vseeno vrhunsko pripravljeni? Poznam, ja. In kakšno je tvoje mnenje o tem, recimo? Kar nekih je, ja. Kaj meniš, mislim, ali to počnejo zato, ker skrivajo svoje treninge, ali to počnejo, ker hočejo prikriti, da veliko trenirajo, zakaj da počnejo, misliš? Zdaj vsak ima svoj sistem, ne. Imaš, ne vem, za začetek imaš take, ko nič ne objavljajo, oziroma sploh nimajo, ne. Pa drug razred je tako, nekaj malega objavljajo, tretji razred bi se dal sebe, skoraj vse, četrti razred pa vse, ne. Zdaj pa čisto odvisno od posameznika, ne, pa tudi se mi zdi, zdaj, če govorim za mojo generacijo, s temi, ko se jaz največ družim, se mi zdi, da ima lahko tudi dosti vpliva trener,
ker sem že tudi v bistvu bil pri trenerju, ki mi je rekel pač, da moram stravo zaključiti oziroma podobnega. Tako da se mi zdi, da včasih ni odvisno od posameznika, ampak tudi od trenerja. No. No, to mi je zanimivo. No? Zakaj recimo določeni trenerji ne želijo, da njihovi atleti objavljajo treninge zaradi njihovih metod, ki jih uporabljajo? Ali kako? Verjetno zaradi večjih razlogov. Prvo je zaradi treningov, drug pa tudi v bistvu mogoče zaradi tega, da ni tako, bi rekel, pritiska. Zdaj, če delaš res neke dobre treninge, da pa pričakujejo vsi nek rezultat. No? Ampak bolj se mi zdi, da zaradi tega, da skrivanje treningov. Oziroma metod treninga. Ja, tako, ja. No, ampak zdaj ti že malo poznaš, zdaj si že kar nekaj trenerov dal čez, pa metod, pa poznaš tudi, najbrž spremljaš tudi pač neko svetovno atletiko, pa treninške metode. Pa zdaj praktično, da vam rekel, vsak laik danes že ve, kakšen trening je naredil včeraj Jakob Ingebrigtsen, pa kakšen ga je lansko leto Eliud Kipchoge pred svetovnim rekordom in tako naprej in tako nazaj. Zdaj, a so še skrivnosti, no, pravzaprav, oziroma, da je reči, a to, da en slovenski trener skriva svoje metode, sploh ima kakšno vlogo, glede na to, da vsi, praktično vse veste, oziroma je tako ali tako teh informacij tam zunaj neskončno mnogo in se praktično kaj novega ne da izumiti, no, ali kako? Ja, meni se zdi, da pa generalno že vsi bolj kot ne poznamo sistem, ampak nekateri se mi zdi sploh malenko starejši, so pač prepričani v to, da je treba še vedno, oziroma pač ne govori zdaj na glas, ne. Še bolj, kot bi rekel, butast se mi zdi pa to, ker sem imel že tak primer dost, recimo, da niti za en trening ne bi, ne vem, z enim, ko sam v bistvu oba sama treniramo, pa se noče prilagoditi, da bi en trening skupaj naredili, ne. Pač trener se noče prilagoditi, ne. To se mi zdi najbolj butast, pol pa šele skrivanje, no. Ja, no zdaj načela sva, rekel, kar tako zanimivo temo, o kateri bi se lahko pogovarjala zdaj. Dej, pa še vseeno, no, ti si atlet, si potencial, si eden boljših v Sloveniji, karkoli, imaš svoje mnenje tudi v slovenski atletiki, bi rekel, da je, ne vem, moški tek na srednje in dolge proge v krizi, se pobira, mnenja so različna, ne? Konkurenčni recimo v nekem svetovnem merilu nismo zares, ampak se praktično skoraj noben beli tekač ni, če smo že pri tem, saj na stezi ne. Kakšno je pa tvoje mnenje generalno? No? Nekaj si že povedal skozi prejšnji odgovor, nasploh, no, izvoli. Ja, jaz bi rekel, da slabih 10 let nazaj, da je bilo na najnižjem nivoju, po moje, odkar poznamo atletiko v sodobnem pomenu. Zdaj počas se mi zdi, da se malo pobira, če pogledamo recimo rezultate, kakve so bili, ne vem, na državnih prvenstvih 2019, 18-članskih, ne. Se mi zdi, da zdaj kar boš tam od 2020, 2021 naprej, no, ampak generalno gledano je pa daleč. Mislim, še veliko manjka, da bi se pobralo, no, oziroma, če pogledamo, ne vem, da je bila najboljša uvrstitev na olimpijskih igrah Slovenca 10. mesto, ne, na 10-kama, zdaj pa, da noben ne laufa niti 10-kama, da bi se prebil na olimpijske igre, ne. Se mi zdi, da smo v začetku vzpona. To je optimistična napoved, to se dobro sliši, ja, začetek vzpona, zdaj, ampak danes teč, recimo 10-ko, ne, da si saj blizu, bo rekel, neke norme, ne, pomeni že krepko pod državnim rekordom, ki se mu, 40 let in več ni niti noben zares približal in ga ogrozil. Mislim, imamo potencial, boš rekel najbrž, ali kako, a je potencial, kaj je treba premik narediti? Ja, tako bom rekel, ne? Zdaj tisti časi so bili tudi drugi, ne. Tudi druga oprema je bila, ne, zdaj če pogledaš samo opremo, je, ne vem, Sveta ali pa Rozmana stalo, ne vem, sekundo, dve na krog zihar, ne. Ampak, ja, ne vem, no. Če sem čisto odkrit, ne vem, če zna kje iti, no. Mogoče, da bi šel, mislim, da bi se tudi kvalificiral zdaj v letu ali dveh na kakšno tekmovanje, no. Dolgoročno pa težko napovem, ker, mislim, koliko atletov bi lahko, ker pač se eni razvijajo kasneje, eni prej, ne. Tako da pač lahko še kjer tudi recimo po 25 pač res naredi tisti preskok, ne. Ampak manjka pa veliko, no. Zdaj sicer, da se uvrstiš na evropsko prvenstvo 10-kama,
ko je recimo najlažje zdaj po tablicah prideti, ne, moraš teči tako 2-3 tekme okrog 29 nič, tako da ni treba niti, da tečeš blizu državnega rekorda, ne. Ampak ja, za kaj več, kakor da se tam uvrstiš, bo pa trebno še kar kak čudež. Zdaj ti si ta generacija, malo čez 20, praviš, družiš se tudi z mlajšimi, ne? Ja. Rekel si, da smo na začetku vzpona, to mi deluje tako, kot da bi rekel, poznam mladino zadnji, je nek podmladek, ki kaže, ne samo talent, tudi odločenost, ciljno usmerjenost, ima fokus in tako naprej, ali je prezgodaj še temu tako reči? Ja, zdaj, če bi tako specifično govoril, tam za mojo generacijo, v primerjavi z prejšnjo, recimo zdaj z mojo generacijo misli mene, Vida Buturina, Jakoba Medveda, pa Tobija Gabrška. Če pogledaš naše rezultate, recimo, ko smo bili v 24 leta nazaj, smo tekli boljš, kot zdaj fanti tečejo, ne. Tako da zdaj težko rečem. Se mi zdi, da je zdaj v kategoriji U20, upam, da se ne bom kjeremu zameril, bi rabili narediti še večji preskok, kakor mi, no. Zdaj za mlajše pa težko rečem, ker so tudi toliko mladi, še v oranku puberteti, no, da če pa primerjaš rezultate, no, pa lahko ugotoviš, da so malo zadnji, no, za nami, kakor smo mi tekli v kategoriji U20, no. Vsi tam mladi pod U20 pa U18, če tole poslušate, no, ajde, dajmo se zdaj sicer zganite se. Zdaj govorim specifično sam za 3000. Splošno, ja, ok. Zdaj za 800 metrov je druga zgodba, so boljši kakor mi, ampak če govorim sam za 3000 plus. Zdaj zdaj mojega, ko je z mano na pripravah. On teče približno podobno, kot jaz. Ajde, da slišimo ime, da bomo pozorni nanj potem na tekmovanjih čez leto. Jai Bartol. Jai Bartol, seveda, to njega ime je znano, ja, že preteklih sezon, tako, ja, je se že pokazal, tako da bomo Sicer pa, če sem čisto odkrit, tudi tukaj ne spremljam zdaj face teh fantov, no. Poznam s tem, ko trenira, ko so večinoma stari 17 let, ko poznam, ne vem, recimo Žana Ogrinca ali pa Benjamina Lakošeljevca, ko sta res naredila na evropski sceni, že drugih tudi toliko ne poznam, ampak tako, ko na hitro pogledam rezultate, no, zdaj hiter pogled na rezultate. Ja, mislim, spremljamo z velikimi očmi to slovensko atletiko, se vemo, ne, vsak, ki se pojavi z malo potenciala, ne, ga potem že vidimo kot, bom rekel, novega rekorderja, pa potočega olimpijca, no, pa potem kritiziramo, če mu naspe takoj, ampak to je pač slovenska mentaliteta grozna. Je pa tudi res, da pri teh starostih, 16-17, je zelo odvisno od tega, kakšen princip treninga, ne. Ker v vsaki kmečki pameti več distanc, ko delaš v tem času, hitrejše boš, ne, kratkoročno, ne. Tako da, ja. No, kaj pa tvoje mnenje, no, ki si se prebil člansko kategorijo, pa še zmer si na sceni, pa nisi obupal, si potrgal mišic in tako naprej, zdaj imaš še motivacijo, se ti zdi, da morda mladinci, mlajši, starejši mladinci preveč trenirajo, pa se kdo že iztroši prehitro, so res dobri, pa potem njihova zvezda zaide, ker so prehitro, preveč obremenjeni, kaj ti misliš? Ja, zdaj, če že govorim, že takrat, ko sem bil jaz, se mi zdi, da je bilo takrat tega ogromno, sploh glede parih trenerjev, zdaj imensko ne bom sicer omenil, no, ampak večinoma se ve, kje tera fejs, no. Zdaj, današnje čase se mi zdi pa, da je dosti teh trenerjev peljalo ta treškov sistem, ampak se mi zdi, da količina distanc pada, ampak se mi zdi pa, da je drug problem, da rečejo, ne vem, bomo delali kao treškov trening, pa ga delali prehiter, no, tako da še vseeno se mi zdi, da bi rekel, da kar večina slovenskih trenerjev, fante oziroma dekleta, stare med 15 pa 19, da jih preveč trenira, oziroma da preintenzivno trenirajo, tako bom rekel. To si dobro povedal, veliko se o tem tudi govori, zadnja leta, prej se ni, no zdaj se, zdaj sicer to je dvorezen meč, nekdo bo rekel, če bodo premalo trenirali, pa tudi za nič, se pravi, preveč trenirali so za nič, premalo trenirali so za nič, kaj zdaj prava doza treninga? Problem je, ker večina staršev, pa tudi samih atletov, pa trenerjev bi radi čim prej v bistvu rezultate, ne?
Pa misel je pač v tem stilu, da če ne boš, ne vem, zdaj do 18 že nekaj dosegel, da je pol brez veze, ne? Zdaj, če govorim iz svojih izkušenj, jaz recimo, ko si prej omenil za te slike iz 2013 na Facebooku, da si jih našel, tam sem bil jaz, ne vem, predzadnji, ne. Tako da v bistvu jaz sem bil na začetku prve 2-3 leta treniranja, sem bil zmeram krepko v zadnji tretjini, no. Ampak sem se pa tudi v bistvu bi rekel, da ko sem bil star 17-18, da sem delal napake, ker sem bil v bistvu toliko ene motivacije sem imel in sem hotel vse čez noč narediti, pa sem tudi sam v bistvu delal napake, kot so bile dodatno treniranje, preintenzivno treniranje, pa tako naprej, no. Se mi zdi, da sem tam tisto leto 2018-2019 sem delal to napako, no, tako bom rekel. Pa se mi je tudi pol malo poznal, pol eno leto sem pol malo slabši tekel, no, da sem pol spet vse prišel. Da gremo še malo nazaj od tistih Facebook slik, kako se je Matija Rizmal znajde v atletiki sploh, ne? Pa in mislim, to, da je AK Radeče, toliko je močen klub, seveda navdušuje, ampak kdo bi si mislil, da so Radeče boljši od večjega kraja v Sloveniji, Zdaj, dejva tistim, ki jim zemljepis najprej ne gre, Povedati, kje so Radeče, Zdaj, zemljepisno gledano bi bilo blizu Dolenjska, eni pravijo, da je to Zasavje, v bistvu je Posavje, ker je Zasavo, ampak kako bi ti povedal, kje si doma, kje so Radeče, jaz center v bistvu Slovenije? sem Štajerc, ker sem na onem bregu Save doma, ampak večino prepozna ali po Laškem, da je blizu, po pivovarni ali pa po Zidanem mostu, prometnem križišču Slovenskih železnic, ne. Zdaj, mogoče v zadnjih letu ali pa dve, pa dosti jih pogugla, predvsem zaradi, ne vem, Benjamina Šeškota, mogoče, glede na to, da je iz Radeč. Se mi zdi, da zadnje leto ali dve, da je to razlog za največ klikov oziroma, da ljudje vejo, kje je Radeče, kje so Radeče. Po ultrahitrih slovenskih železnicah, po fuzbalerju Šeškotu in seveda po sinu slovenske atletike Matiju Rizmalu tudi zdaj Radeče, toliko da veste. Kako si se ti znašel, pa kdaj, pri katerih letih v atletiki, zakaj atletika, zakaj ne fuzbal, za božjo voljo, če je že Šeško šel v fuzbal? Saj smo z Benjem, smo tudi nogomet skupaj trenirali, glede na to, da sem do 6. razreda sem treniral nogomet. Potem sem pa v 6. razredu začel v bistvu trenirati atletiko. Največji razlog je bil pa moj oče, ki je tekel kar dobro, no. Osebne rekorde ima 1:20 po maraton, pa 2:56 maraton, no. Tako da nekako me je on navdušil, ampak 6., 7., 8. razred nisem bil neki resen, sem v bistvu vmes, sem se tudi sam neki, pa v šoli sem na krože hodil košarke, mi je bila v bistvu takrat košarka boljš. Pa v 8. razredu, pa tudi takrat sem bil dosti slab, zato nisem imel toliko motivacije. Potem sem pa v 8. razredu sem pa naredil nek preskok, ker sem bil na državnem prvenstvu v krosu 5., tako da takrat se je pa začelo. V glavnem, če bi pa izpostavil en razlog za začetek treniranja atletike, je bil pa to moj oče. Ja, Rizmala pozdravljam, očeta Rizmala. Kjer letnik je tvoj oče? 72. Ti nek starejši od mene. Ja, tako da sigurno so se kje pomela na kakšnem maratonu pred leti, pa niti nisem vedel. No, vidiš, lepo ga seveda pozdravljam. Odlično, da te je navdušil za atletiko, očitno je najdu prav iskrco, da se je tebi zanetla. Kdaj je bil pol, bom rekel, tisti preboj, da so te od tega, da si bil zadnji pa predzadnji, da si se pol izstrelil, da so te videli kot potencijala, pa so te začeli majčkeno bolj resno imati? Ja, v bistvu, kot sem omenil, če primerjamo v 7. razredu, gre govorimo v državnem prvenstvu osnovnih šol, ker bil v Mariboru, sem bil 37. od približno, mislim, da je bilo okrog 180 tekačev. Potem pa v bistvu niti nisem toliko pričakoval, da sem toliko visoko vrstu, sicer sem tisto zimo v 8. razredu, pač kros je bil na koncu 8. razreda, da sem dosti treniral, pa tudi 1000 metrov sem že pretekel okrog 3 minut, 3:00 se mi zdi tam nekje. Sam v bistvu takrat, ko sem bil pa 5., ker zdaj se mi je najbolj toliko fajn, da sem končno v enem športu, kako bi rekel, dosti v vrhu, ker prej pač se primerjaš najbolj itak sam s sošolci, pa si, ne vem, v Radečah v osnovni šoli sta bila 2 razreda, si mogoče 3., 4. najboljši v igranju košarke,
da si pa peti v bistvu v celi Sloveniji. Ne. S tem, da je bil en kolega, sošolc, je bil četrti, tako da smo bila četrta, peta. Sicer ni bilo ekipnega tekmovanja, ne, ampak če bi sam dva vzel, smo bila daleč najboljša ekipa. Mislim, kako to, kje, AK Radeče v slovenskem prostoru, pa tam imamo Celje, pa imamo Kranj, pa Maribor, pa Izolo, pa ne vem kaj, vse Ljubljano, itak cel kupenih klubov, pa pride ta dva Radečana, pa skoraj se razmečeta. Je atletika dol že tradicionalno močna, ali kako? Ja, zdaj sicer za Radečah je v bistvu samo en atletski trener, ki pač generalno pokriva vse discipline. Zdaj najbolj so bili Radečani močni v metu kopja, ampak tudi v teku je bil kar nekaj dobrih tekačev. Zdaj sicer kolega, ki sem ga prej omenil, je tekmoval takrat že za Celje, ker je treniral takrat je bil pri Borisu Podpečanu. Ampak sem imel pa še enega drugega kolega, ki je bil tudi, rekel bi, da je bil malenko slabši, ampak še vseeno dosti dober. V bistvu, on je bil en let starejši, ampak smo bila približno isto dobra, tako da smo se dosti znala na trening. Je bilo pa še takrat pomembno vedeti, da je bilo tudi v Radečah, takrat je bil še stadion iz Reša, 350 metrski, tako da so bili pogoji še veliko bolj oteženi. Zdaj, kaj imamo posebnega v Radečah, jaz ne bi rekel, noč, sam delo. Ščepec talenta, ki ga ne prinese Sava, mogoče pa zrak tam dol po dolini, ja, pa veliko dela, pa kilometrov, pa vsega ostalega in pol dobite dobre atlete. Zdaj, kdaj si prvič, Matija, oblekel pa dres, državni dres, reprezentančni dres, v katerem si pač pol nastopil nekem tekmovanju? Ja, prvič generalno sem nastopil leta 2016, konec septembra, na peteroboj reprezentanc U16, ki je bil na Slovaškem. Takrat sem tekel v disciplini 1000 metrov. Pogoj je bil pa za to, da si se prišel v reprezentanco, si mogel biti pa prvi ali pa drugi na državnem prvenstvu U16. Takrat sem bil drugi. Takrat je bil v bistvu prvič, pa v bistvu vsako leto je bila to glavna tekma, dokaj ni bil v bistvu še en tak preboj tam 2020. Pa tudi potrebno vedeti, da potem po 2020 so te peteroboji, oziroma odvisno kategorije, tudi četveroboj so se za 2 leti ali 3 nehali zaradi covida. Ampak generalno je bilo pa to takrat tekma sezone. No. Šli smo na Slovaško, sicer je bila bolj tako, ne. Šli smo s avtobusom, smo bili utrujeni, tudi hotelih ni nekaj, je bilo bolj še tako, vse bolj, bi rekel, primitivno, ampak ja. Takrat sem prvič generalno oblekel, ja. Tudi niso bili še to resni, no. Ampak vseeno, mislim, nekaj posebenega je, okej, postaneš recimo državni prvak, je nekaj posebenega, ki si najboljši v državi, ampak ko daš pa reprezentančni dres gor, je pa še nekaj posebenega, zdaj pa zastopaš državo, nekje, mislim, v tujini, mislim, pol te tem že v radeškem utripu, ali kako že veš tisti cajten gumenijo skoraj, da, ne, mislim, nekaj posebenega je, tudi v šoli si bil najbrž bolj prepoznan in tako naprej, ne, gor vzeti. Ja, zdaj v šoli sem, po Radečah sem šel prvo gimnazijo Celje. Tam se sicer, bi rekel, da se nisem tako dobro znašel, no. Bi rekel, glede na to, pač, že vsak dan voziti, recimo, da ti vzame kar 1 uro. Sicer živim na železniško postajo, pa je mene 1 uro vzelo v eno stran, pa tudi sama šola, bi rekel, da ni bila tako naklonjena, kot bi si želel. Mogoče edin pa zadnji letnik, ko sem dobil drugega razrednika. Ampak takrat sem pa res, bi rekel, da sem kar trpel, no. Zdaj v radeški šoli mi je bilo zelo dobro, bi rekel, da glede šolanja mi je bilo to najboljša šola. Tam pol naprej sem pa kar trpel, no, tako. Čeprav sošolce sem imel dosti v redu, ampak sam šola se mi zdi, da mi ni tako ustrezala, no. Tudi to, ne vem, recimo v Radečah takrat sem bil že športnik šole, potem pa recimo na prvi gimnaziji pa nisem bil, pa sem imel takrat dosti boljše uspehe, pa tako, no. Se mi zdi, da prva gimnazija v Celju sicer ima športni oddelek, jaz sem bil sicer športni oddelek neuradni, ker za športni oddelek prvi si mogel imeti povprečje v osnovni šoli skoraj 5,0. Jaz sem bil pa glih odličen, no. Se mi zdi, da tam bolj gledajo, bi rekel, da je večja prevlada na ocenih, no, na ocenah, glede na to, da je v bistvu to ena izmed najboljših gimnazij v Sloveniji, no. Si potem med srednjo šolo še kar tekmoval, nastopal za AK Radeče, ali si se že oziral v Celje? Ja, zdaj prestop v Celje se je zgodil potem, ko je moj trener
bivši Nehu je rekel, da ne bo več treniral. To je bilo kar naenkrat, sicer res o tem nisem bil obveščen. Je pa res, da je gospod že kar dosti star, no, glede na to, da je 1951-letnik. Tako da nisem, da bi rekel, da bi mu kaj zameril, pa kaj tazga. Pa v bistvu sem že prej nekako pogovarjal z gospodom Petrom Svetom. Potem pač, ko je rekel, da ne bo več treniral, sem šel tja za 1 leto, ampak takrat v bistvu sem bil še po take Radeče. Potem sem pa prestopil, se pravi 2019, januarja je bilo prvo leto, ko sem bil član AD Kladivar. Je bilo pa bolj zaradi tega, pač zaradi plačevanja trenerja, pa tudi sam sem, bolj kot ne zaradi finančnih razlogov, no, sem prestopil. No. Zdaj, da bi hotel sam zaradi tega, da bi tekmoval za Kladivar, ni bil to razlog, no. Ampak bolj zaradi finančnih razlogov, no. Pa je ti Svetov način treniranja tudi ni bil ravno najljubši, najbolj nate pisan, ali kako? Ja, zdaj takrat je potrebno omeniti, kot sem že prej rekel, da me je dosti takrat, sem malo preveč fantaziral sam s sabo, sem hotel skušati trenirati na polno, tako da je bilo dosti s tem povezan. Zdaj, če pogledam nazaj, koliko smo trenirali, se mi ni zdaj toliko napačen, kot takrat, no. Je pa, bi rekel, pač klasični sistem je tako, kot ga je pač Peter treniral takrat, pač, ko je tudi sam tekmoval vrhunsko, no. Tega ne je to, da je on toliko tekel, ne more biti toliko napačen, no. Sam sem pa mnenja, pač, da je kak sistem boljši, ampak, kot sem že omenil, takrat sem preveč fantaziral, no. Sem bil tudi, zdaj, če bi bil recimo zdaj pri Petru, se mi ne bi zdaj toliko, koliko se mi takrat, no, tako bom rekel. Je Peter kdaj omenil, da komaj čaka, da njegov zdaj pa lansko leto že abrahamovski rekord na 5000 metrov more že enkrat pasti, ne? Pa da se morate pomatrati za to? Ja, Peter je to kar dostikrat omenil, predvsem v tem stilu, da bi rad, da gre nekdo rekord njegov. Da se mi zdi, da če bo ga kjer šel v bližnji prihodnosti, da bo vesel tega. Edin pol bo imel verjetno kak piknik na Kladivarju manj, ker ne bo obletnice rekorda. Pa lahko naredil piknik za novega rekorderja, Bog pomagi, no. Da bo pa Tako lahko je. bo nehal trenirati, ne. Druge bo rekel, da je dosti, je moje delo upravljeno, končno je nekdo v Sloveniji se v pogumu pa tekel hitreje kot 13:32, to je meja, tako da tisti zunaj, ki veste, se to sposobni, javite se. 25 je dobro leto, za kakšen rekord, daj si ti postavil prvi državni rekord, v kateri koli kategoriji, Matija? Prvi državni rekord je bilo leta 2018 v Slovenskih Konjicah, bila pa 10 km cesta, 10 km cesta sem tekel 32:55, to je bila sploh moja prva 10. Spomini so pa taki, da sem se preveč zagnal v tisti klanci, sem umiral do cilja, sem pa stisnil pa 33 minut, no. Takrat. Je ta rekord potem kdo že podaril najbrž, ja? Ja, mislim, da je šel pol naslednjo leto Jakob, 10 sekund hitreje v Ljubljani. Ti se bo bolj kot ne zaradi hitrejše trase, ampak je tudi pol ga vid, se mi zdi, da za več kot minuto, ali tam nekje minuto, no, tako da ni toliko trasa bo dala, da je bil boljši. Koliko državnih rekordov v svoji karieri si uspel podreti? Ja, zdaj bom rekel tako, neuradnih se mi zdi, da jih je bilo 6. Neuradnih zaradi tega rečem, ker se v kategoriji U23 se mi zdi, da se do letošnjega leta pred nekim letom niso šteli. Zdaj se mi zdi, da so popravljeni sicer, kot sem omenil, ker so se neki pritoževali, no. Ampak se mi zdi, da je bilo ta 10 km, potem 5 km cesta, U20, 10 km cesta U20, dvakrat pa U23 steza, enkrat cesta, pa enkrat sem bil 1/100 do 3 km državnega rekorda. V isti tekmi z vidom. To je bilo, čakaj, nek troboj je v reprezentanci bil, v Novem mestu, je bilo to, ja? Tako, ja, 1/100 smo bila narazen, ja. Jaz sem iztekel 8:22:20, pa 8:22:19. Kje je izgubil tisto 100, je pisalo po enem članku, Matija ve sam, a ne? Zmaga je bila pa poštena, tako da 100, daj pa opiš mi to me pa zanima zdaj. Zdaj me zanima, kako zgubiš za 100, pa na koncu za rekord je šlo, kako je potekala tista dirka, me prav zanima. Ja, tekma je potekala tako v bistvu, da je šel en predstavnik Srbije naprej, ker je bil troboj reprezentant Srbije, Hrvaške, Slovenije.
z vidom smo tekli za Slovenijo. Pol v bistvu sem jaz potegnil prvi kilometer, pa v bistvu tista tekma bi rekel, da je bila še zdaj moja top 3, ker sem imel cilj, da tečem pod 8:30 takrat, ker sem imel pred to tekmo, mislim, da osebni rekord 8:35, potem je pa kar šlo. Potem smo se pa udarili v zadnje 2 kroga, oziroma štadionsko je to zadnji krog. Stotinko sem pa zgubil v zadnjih 50 metrih, ker je v bistvu vid tekel tako med prvo pa drugo progo, potem je bil še en srbski predstavnik zraven njega. In če bi hotel iti, imel sem še energijo, in če bi hotel iti okrog, bi mogel iti po tretji progi, pa se mi zdelo bolj smiselno, da se prebijem nekako po prvi. Potem je pa vid šel malo bolj, sicer potrebno meniti, da ne namerno, nazaj. Potem se pa v bistvu zabil njega na pol, potem je pa bilo na koncu, pa je bilo pa še 10 metrov in potem je bilo, ne vem, stotinka na koncu razlike. Čeprav pač, ko prideš še cilj, ne veš, kjer je prej, ne, z isto stotinko, ne. Mislim, taktika, ja, mislim, biti naprej po prvi progi včasih gre, včasih ne si gledal. Ja, to je Si najbrž si gledal olimpijske igre, pa finale 1500 metrov v Parizu lansko poletje, ja? Dajva pokomentirati tistih zadnjih 200 metrov, pa potem usodnih napak, ki jih je naredil Jakob Ingebrigtsen, recimo. Ja, ajde. Nič trenirati, oziroma malo bolj, v primerjavi z Joshom Kerrom, ker njega v bistvu ni bilo strah ostalih, ampak sam Kerra, in pa se je odločil, da gre solo naprej, kar te pa približno stane cirka 3 sekunde na Jurija Popov, bi rekel, no. Pa tudi težko prešaltaš zadnjih 200 in to je bila usodna napaka. Potem je pa Cole Hawker zavohal priložnost in v tekmi življenja zmagal. Mislim, če si takrat, Ker bi lahko dobil tisto dirko, pa se je majčkeno preveč umaknil, Hawker je švignil mimo po levi, mislim, to res je bila dobra, na koncu pa še Nogus mimo Ingebrigtsena. Kje si se, Matija, slikal z Jakobom Ingebrigtsenom, ker to sliko imaš za profilko nekje, ja? Na Evropskem prvenstvu 2019, ki je bilo v Lizboni. Na cross, praviš? To je že malo praviš. stara slika. Ja, ampak je dobro, on še kar cross. on še kar nastopa v crossu, mislim, da je bil še lansko decembra, ne, je pač sicer od tisto izgledalo že kar malo smešno, ne, kot Ja, mesec zdaj je tekel, je zmagal, ja. Ti si bil... Ja, se tudi, ko je z nami tekel, je bilo, ni bilo nič, kaj. Je bil talent, je bil Ingebrigtsen talent že, boš rekel, vseh konkurencah, ko si se ti pojavil na sceni evropski. Najbolj že, ki je imel mesec, da 4000 sledilcev samo na Instagramu. Najdel sem ga pa tako v bistvu, ko sem gledal te tablice za svetovne rekorde po starostih, ne. In od takrat ga, to je v bistvu mesec, da je bil še 8. razred osnovne šole, takrat ga skozi spremljal in če sem čisto odkrit, sem mislil takrat, ko sem videl ga, da bo pregorel, oziroma pač, da ne bo članski kategoriji nič konkretnega dosegel, ampak je eden izmed 1%, ki res že od, ne vem, da že pri 14 letih je najboljši in skozi zgorno. Ja, zdaj mislim, res sprejemamo ta napredek, mogoče malo, rekel, take stvari, kot je lansko svetovna, pa letošnje olimpijske, po 1500 metrov, skalijo tisto, ne, da bi ga že zdaj lahko klicali za GOAT-a, za greatest of all time na srednjih progah, ampak tisti svetovni rekord na 1500 metrov je pa še dolžan, no, to bi pa lahko tekel še, da potem lahko, tako kot ti, prešaltam na mal daljše proge, recimo na polmaraton, ki si ga je tudi lanskrat lotil, pa je trpel kot Kristus. Tako da, lej. Ja, zdaj zadnjič sem videl sliko, da je sedanji rekord, da bi tekel. Manjkal te je, nekaj se je zgodil, kaj se je zgodil? Matija, kaj se dogaja? Ja, jaz sem nazaj, samo sekundo. Ja, da se tole preklopi, nekaj te ven vrgali, je Benti, pa portugalski internet, je mamico jim. Ja. Ja, se vem, bil sem na portugalskem že 2-krat, pa sem mislil, da so zdaj kaj boljši, pa vidim, da je isti drek, no. Tako da, lej, prej si rekel, no, jaz računam pač, da se bo enkrat pa Jakob Ingebrigtsen slikal z Matijo Rizmalom, zato da je v svojo profilko zamenjal, kaj ne bo več mogel laufati na kakšni polovički ali pa na maratonu, ko boste šla oba dva na maraton. Recimo, da enkrat prešaltata oba dva na najdaljšo razdaljo. Prej si omenil, Matija, Ja.
da je to tvoja tretja najljubša dirka, kateri sta pa prva pa druga, evo, to me zanima zdaj. Glede mojih tekem. Ja, tako. Tvoje tekme zate, katere sta pa na prvem in drugem mestu, evo. Na drugem mestu, da je Ljubljanski maraton leta 2019, ker sem bil sicer drugi, tekel sem 31:15, takrat sem bil prvo leto v 20, se pravi, sem star 18, ampak v bistvu takrat sem tudi imel dosti nizka, hotel sem teči po 32, tudi sem prejšnje leto v konicah tekel 32:55, potem je prišlo pa si bilo bliže pol do 31, no. Za prvo najljubšo tekmo sem jo pa že omenil, je bil pa cross 8. razred. To ostaja na prvem mestu večne lestvice, cross 8. razred, ko si pokazal vsej Sloveniji, da prahaja atlet, ja, Matija Rizmal. No, zdaj čakamo, da boš, ne vem, se kvalificiral na kakšno svetovno prvenstvo ali pa kaj takega, pa da boš imel novo najljubšo dirko, ja, pa da se ta pomerila z Jakobom Ingebrigtsom na 3000 metrov, recimo, ajde, 5000 je boljša, 5000 je boljša. Tvoja najljubša disciplina ta trenutek, Rizmal? 5000, ja, ali pa 3000 dvorana, ja. 3000 dvorana, 5000? Rekel bi, da 3000 dvorana, 10.000 zunaj. 3000 dvorana, 10.000 zunaj? Zdaj razlog za to 3000 dvorana, ker, ja, zdaj razlog bi bil to, da je 3000 se daljše jih ne teče v dvorani. 10.000 zunaj bi pa rekel, da ker mi petke še ni toliko dobro uspel, da bi bil res zadovoljen. Pa za 10 bi rekel, da jih dost nima glih take glave. Tako da se mi zdi, da se mi je bolj 10 ustrezano, kot kar 5. Ti imaš, praviš, glavo. Mogoče bi rekel, da tudi trojka. Ja, kaj izvoli, ja. Mogoče celo tudi trojka, samo meni ve, da pač že trojka zunaj ni od 20 naprej pač uradna disciplina, ne, tako da težko rečeš pač, da je to tvoja glavna disciplina, v kateri ne moš nikjer tekmovati, razen pač na parih mitingih, kjer imajo to disciplino, no. To drži. Praviš, ja, ti imaš glavo za 25 stadionskih krogov, to je res, žilo res. Ja, mislim, tudi že kar nekajkrat bil tam, 15 krogov do konca, pa ja, zdaj bi rekel, da če greš, bi zdaj zdržal celo 10 v istem ritmu, se začne od 6. do 8. Zdaj, če pa začneš malo prehiter, se pa to premakne že na kak kilometer prej. Zdaj svojih izkušenj ponovadi 7-8 najhuje. Je pa tudi bilo že od 4-5 naprej, konkretno. Kakšen je tvoj osebni rekord na 10.000 metrov na stezi? 30 minut 30 sekund. To je Zagreb 2:23. 2:23, zdaj, to bo zdaj že 2 leti od tega, kje si to postavil, si rekel? Zdaj v bistvu, če gledamo, tako sem tekel že 2:21, 30, 36, ne? Kar je kar blizu, ne? Potem sem imel v bistvu v 2:22 sem imel težave z Ahilovo, kot 3 mesece nisem več tekel. Pa tam sem bil res dobro pripravljen. Potem v bistvu sem pa nekako rabil do 2:23, da sem nekako nazaj prišel v to formo iz 2:22, pa sem delal dokaj primerljive treninge. Potem sem pa v bistvu tekel samo to 1:10 v Zagrebu, tako iz priprav. Je bila še daleč od tega, da bi optimalni pogoji, glede na to, da je bilo na sami tekmi 23 stopinj sonce, pa približno pol sem samo tekel. Se mi zdi, da če bi res tisto konkretno tekmo najdel, da bi tekel lahko še dosti hitreje. Lani nisem bil, oziroma lani nisem tekel hitreje, je bilo pa, ker sem imel z prvimi višinskimi pripravami se uštevno, tako da sem bolj rabil v bistvu poletje, da sem vse prišel, no. 30, to je zdaj že blizu. Zato še ni bilo, bi rekel, 2:21. Ja, zdaj, ja, čakam. S tem, da je potrebno vedeti, da sem na te tekmi 30, prvih 5 km obrnil za 15:03, no, potem je pa pobral. Se pravi, potencial je, vidiš, a se vidiš Matija Rizmal 29, pa neki v letošnji sezoni? Ja, zdaj, če zgovorim za nazaj, sem bil že v tisti tekmi prepričan, da bi šel po 30, vendar se nismo uspeli toliko zmeniti za tempo, kot bi si želel, pa koliko sem dotekel, je bilo prevroče. Ampak sem kar dosti procentno prepričan,
ne so že dvakrat pripravljeni za tek po 30, se pravi 2:22 pa 2:23. Zdaj trenutno je pa tudi za to sezono to, bi rekel, nek cilj oziroma nek, kako bi rekel, osnovni cilj, no, s katerim bi bil zadovoljen. Daj, Če bi šel pa še kaj pod, pa tudi ne bi bilo, mislim, ne bi bilo slabo. ne bi bilo slabo, ja, če gre, da greva nizkih 29, ja, to bi bilo tudi super, ampak greva počasi, povej mi, letošnji koledar 2025 je s tekmami za Matijo Rizmala že izpolnjen, ima že obkrožene datume, pa kvadratke, pa tekme izbrane? Če sem čisto odkrit, nimam še nobene tekme planirane, razen Ljubljanskega maratona, verjetno, pač, ko je bilo že povabilo, ampak pač moj trener zdaj je rekel, da za dvorano se ne bomo posebej pripravljali, zdaj sicer na državno prvenstvo nastopu, pa naprej bomo pa sproti videli, no, sicer te članska državno to zagotovo, pa ekipno pa cetski pokal, potem pa v bistvu potrebno poiskati par dobrih mitingov v tujini za pač rezultatne. Ker v Sloveniji, nažalost, Ni dobrih, močnih tekem. Ja, zdaj ni močnih tekem. Razen če želiš sam, teči. Sam si probal, ja, in kako ti je šlo, recimo, ja, če si omenil to? Ponavadi je bilo tako, to je bilo v kategorijah tam v 18, v 20, je bilo tako, da sem skozi vodo, potem je pa zadnji krog vid, Botolin s finišem. Tekel pa nisem tako hitro, kot sem si želel. Botolin. No, sej, je bilo tako. ali, da mi to ti povej, no, skozi svoje oči, a ne, Botolina veliko menjajo, ja, kot pač, kar najbrž tudi prinaša določene pritiske, ampak je fajn imeti v generaciji, v rekel, tekača, ki je mogoče, bom rekel, za vsaj ta trenutek nekaj boljši, no, a te to motivira, v bistvu je fajn, je kdaj tvoj sparring partner oziroma se kaj pogovarjate, je fajn imeti človeka v reprezentanci, konec koncev nekaj časa tudi v klubu ali pa kakorkoli, ki je v tvojih disciplinah, pa je mogoče malo močnejši od tebe, pa ga morda želiš prehteti. Smo zelo dobra prijatelja. Zdaj mogoče potrebno vedeti, da takrat do kategorije U20 smo bila res zelo blizu, ponovadi je bila na tekmah sekunda ali dve razlike. Takrat smo se res gnala drugega na polno, pa tudi zmeraj smo tako hitro, te sem bil ponovadi zmeraj drugi, pa sem stekel veliko hitro, vse fanti tečejo za isto državo, tako da sem, bi rekel, lahko tudi, da sem se mal, oziroma pač dečnih naslavov. Zdaj sicer trenirala nisva, da bi rekel, nikoli skupaj, to se mogoče malo navezuje na tisto, kar sem prej omenil, ampak tako kot oseba mi je zelo dober in smo zelo dobre prijatelje. No. Je pa dobro, no, za slovensko atletiko, da je v bistvu da zdaj teče že 2 leti, pač okrog 43-40, oziroma tam nekje pač, oziroma trojko pod 8, no. Tiste rezultate pač, ki je dosegano. Ja, že na to, da jih ni noben dosegel od Res je. Boštjana Buča. Tako. Res je. Ja, kar nekaj rekordov, tudi 1500 metrskega bi bilo fajn porušiti, recimo, če smo že pri tem, ne? Pa še kakšnega na daljših razdaljah, ostale so že omenjala. Za 1500 metrov bi rekel, da ima mogoče večjo možnost kot vid Botolin, Žan Rudolf ali pa mogoče Rok Markl. Za ostale ima pa Vitja največjo možnost trenutno. No, Rudolf se je tudi zdaj usmeril v pacemakanje, no, mogoče bo tle še najdu zagon, pa poleg tiste tisočke napadov. Ja, jaz sem njim, v bistvu smo skupaj trenirala 2 leti, oziroma skoraj 3, tako da ga dosti poznam, no. Pa vem, da ima potencial, če bi res se sam na to sfokusiral, bi lahko to naredil. Bi zagotovo tega hitreje državnega. No. Ja, tistih. Ja. Tomičevih, ja, 3:39, ja, ima zdaj tudi že dolgo brado, pa 3:39, danes niso več taki rezultati, da jih ne bi se dal podreti. Kam se je Matija Rizmal sam uvrščaš, recimo, ja. Ne, recimo, če bi ti rekel, no, če bi naredila zdaj lestvico dolgoprogašev v Sloveniji, pomoči, pa da si pač mal se samo povrednotiš, na katero mesto bi se dal, kdo je pred tabo, kdo je polko za tabo in tako naprej. Zdaj trenutno bi se dal, oziroma bom tako rekel, po rezultatih, ki sem jih dosegal 2023, ker lanska sezona ni bila gliha primerljiva, bi se dal nekje na tam okrog 5. mesta.
oziroma bi rekel tako tretji razred. Zdaj za prvega bi dal Vida, to definitivno. Zdaj drug razred, mogoče Primož Kobe, pa Jan Kokar, glede na to, da je lani nosil prav osebne rekorde. Zdaj tretji razred bi dal pa mogoče sebe, pa Jakoba Medveda. Zdaj ne vem sicer, koliko je trenutno Krevs, Mitja. Ki se vrača, Takrat je recimo. tisto 10 dobro pretekel. Tako da je tam nekje zdaj, če za svojo disciplino samo recimo 3000, 5000, 10 000 metrov, tam nekje. Peti Sloveniji, dobro, odlično, imena, ki si jih naštel, ja, red sabo, kar poznam, marsikoga sem imel tudi v tem podcastu, tudi ga izprašal, kakšno stvar, tudi slovenski atletiki, ja, fajn je, no, da je nekaj imen, ki so sposobna recimo teči 10 po 30, o rezultatu, o katerem smo govorili dolg, tam pred korono, no pa se je končno začel nekaj premikati. Zdaj tam med korono se je zgodila še ena stvar, kjer si ti tudi imel kar pomembno vlogo in mi je bilo všečno, da so se v pro-timeu spomnili tega. Jaz se spomnim, da smo kakšno leto, 2 pred tem na Bledu organizirali 10, ker ni bilo še uradnega državnega rekorda na cesti, zaradi pač pogojev, ki so na Atletski zvezi, so mi to na Bledu organizirali na dokaj zahtevni progi, ker je Mitja Krevs prvi državni rekord na 10 postavil, potem se je pač ta rekord, hvala Bogu, zdaj uradno vodi, no, in je zdaj že tudi tam, mislim, da okrog 29 minut, no, na cesti, na 5 kilometrov je bil pa ravno med korono leta 2020 junija izveden v Mariboru poseben challenge, izziv. Tam vas je bilo koliko? 5 ali 6 Slovencev, pa neki tujcev in ste se šli? Zdaj, da so v bistvu, zdaj od Slovencev smo bili bolj kot ne sam jaz, Krevs, Kobe pa Puhar. Sicer, ko sem imel informacije, so jih povabili tudi več, sam odzvali smo se mi 4. Zdaj, mislim, da je bil kriterij, da imaš osebni rekord pod 15 minut. Se pravi, se mi zdi, da sta bila povabljena še Butelin pa Kokar. Nista doživela. Tista tekma takrat mi je bila v bistvu zelo všeč. Kot bi rekel, da sem se na njo sicer nisem tekel tisto sezono. Sicer, ko smo začeli finiširati tam zadnjih 800, nisem mogel iti s Kobetom pa Krevsem, tako da sem bil na koncu tretji. Ampak si pa postavil takrat še mladinski rekord, 14:51 na 5 kilometrov, to je pa štev. Ta je pa še danes tudi veljavno. To. No, evo, vidiš, to je podatek. Koliko rekordov ima še veljavnih zdaj? 2 ali več, se ne vem. Se pravi, 5 cesta pa 10 cesta. Imel bi v bistvu, če ne bi te tablice za 23, bi imel še v 23 steza, vendar pa so zdaj posodobili tako, da v bistvu imam 2 v kategoriji 20. Pošteno. Državni, koliko imaš državnih naslovov v bistvu pod zapasom? V bistvu sem čisto odkrit, ne štejem. Vem, da je en članski, pa enkrat sem zmagal tudi atletski pokal Slovenije. O tem članskem lahko mogoče malo več poveš, no, za najine poslušalstvo in gledalstvo tudi. Ja, zdaj člansko državno sem zmagal leta 2023, to je bilo, mislim, da je bila tekma julija, to je tekma v Velenju. Prejšnji dan sem bil, prvi dan sem nastopil na 1500, drugi dan sem pa tekel na 3000 metrov, tam sem pa zmagal. V bistvu rajše bi celo tekel 5 pa 3 km, ampak problem je, da po 5 km naslednji dan za 3 km ste dosti, vsaj iz vlastnih izkušenj. Kot sem že omenil, da sem bil drugi, potem pa naslednji dan sem pa zmagal na 3000 metrov, mesec pa 10, tako da je bil takrat drugi Jakob Medved. Zadnjih 600 šel hitreje in je bilo dovolj za naslov. Prav, naslov. Ja, državna prvenstva bodo tudi letos,
Leto 21 je bilo tisto, ne po koronsko ljubljanski maraton, 10 je tako, ne. Bleščeča zmaga, fotke se spomnim iz Radeškega ne vem, kaj so Radeške novice, nekaj tazga, je res dobra Ja. fotka, ko pretrgaš mislim, res, to je bilo, pa še to, pa si pa rekel, je intervju si dejal, hotel sem tež 30-10, pa mi je malo zmanjkalo, pa to, mislim, to samozavestno, res, zmagaš, pa še prav, še je bil manevrski prostor. Izvoli. Glede tiste tekme, sem bil tudi bolj pripravljen, kot končni čas 30-51, ampak takrat sem v bistvu bolj kot ne celo progo sam tekel, ne spet, tako da sem tam videl nekje na četrtem, ko nisem mogel več za nekje 3-0 držati. Smo potem, takrat je bil drugi uvrščeni Klemen Bojan, smo nas potem spustila. Bojanc, točno. Takrat v bistvu Medved Jakob je bil tretji. Jakob, bravo. Samo on je bil takrat, je bil dosti zadnji, no, tako da smo se v bistvu takrat midva z njim gledala. Že kot takrat sem bil dosti bolj pripravljen, no, ampak v bistvu sem pol sredi tekme spremenil taktiko, pa s tem pa tudi kar dosti padel tam tudi na 3:15, da so bili kilometri. Potem v bistvu sem celo, takrat je bil rekord proge 30:52 od Jana Kokolja. Tudi na 8 km sem bil 100%, da tudi tega časa ne bo. Potem pa v bistvu, ko je zadnji kilometer prišel, mislim, da je znaka bil za zadnji kilometer takoj gor po tistem mini klancu. Je bil še 500 metrov tempo, tam nekje za 3:05 na kilometer. Zdaj sem pa zadnjih tam 400 sem pa obrnil za 64 sekund. Tako da zadnji kilometer se mi zdi, da je bil 2:48, pa sekundo pod rekordom. Mislim. Tako da je na koncu griš nesem. Sladko, mislim, to so te sladke zmage, nikoli ne bo zavo letos, ki je Kobe tisti rekord ljubljanskega maratona Slovenca, ne, na tej stezi podaril za sekundo, mislim, to je nekaj posebnega, kdaj si vedel, mislim, ciljal si rekord ali si pol šele zvedel, da bo rekord? Jaz v bistvu pred tekmo sem bil 100% prepričan, pač, da bom tekel vsaj, 30-30, tako da v bistvu sem imel rekord, se sploh nisem predstavljal kot nek izziv, vendar pa tam na 8 km sem bil 99% prepričan, da ne bo rekorda. Takrat sem se bolj fokusiral na zmago. Potem, ko sem pa v bistvu prišel v ciljno ravnino, tam, ko je malenkost pol navzdol, tisto vinek levo, se mi zdi, da sem slišal komentatorja, da se je začel dreti blizu rekorda. Pa sem pa še malo stisnil, pa tudi čas, ko sem videl, no, da bo tam, no, pa je bilo pa dosti. To, mislim, top, res dobro. Si za tisti dosežek takrat še nekaj denarja zaslužil, ali kako? V bistvu, bolj kot ne, je bilo sam tale Garmin bon 300 € za trgovino. Se pravi, hočeš reči, če boljš iti na nočni ulični tek v Ormož, več denarja dobiš kot v Ljubljani, če zmagaš 10, ali kako? Nekako v tem stilu, ja. Jaz sem naredil malo reklame za Ormož, lansko leto se z Orešnikom pogovarjala na tem podcastu, prav v tej dirki, ki ima bogat denarni sklad in potegne, bom rekel, če potegne Matijo Rizmala, potem potegne najboljše slovenske tekače. Sem si bil enkrat tam večkrat? Bil sem mesec, da 3-krat, zdaj enkrat sem jo tudi dobil, leta 2023. Edino, kar je slabo za to tekmo, edina slaba stvar je, da ni recimo petka uradna proga, pa da je bila malo ravna. To bi bila še pika na i, no. Glede finančnih nagrad je pa bi rekel, da če izvzamemo novomeška oba teka, je najbolj v bistvu Sloveniji, no. To je to, slišali ste, to je junija, poglejte si na koledarček. Plus tega je pa še brezplačna štartnina. Moje gorenjsko srce ne igra, vriska, že lansko leto sem obljubil, pa mislim, da pol, ne vem, kaj je bilo, ko sem imel otroci v šoli, ne vem kaj nisem mogel iti. Mislim, da je to 24. zvečer, nekaj tazga, no, mislim, da je pred praznikom, tam okrog junija. Meni se zdi, da je nekaj taga, ja. Meni se zdi, da je 24. ja. Ja, 5 imajo, pa 10 imajo, pa res je fajn, no, jaz sem gledal fotke. Ne, 10 ni, sam 5 je. Pardon, 10 je takrat, ko je polovička. Oziroma, se ne vem. 4,7, 4,8. Ja, tako, ja. In to so časi pod 15 minut, lahko to mislim, da ste jih tam tolkali, ja. Ja, tudi tisto leto v bistvu, če povem še eno zanimivo stvar, takrat, ko sem je zmagal 2023, sem prišel na tekmo kar dosti utrujen, pa sem zaostajal za Puharjem, zadnji krog, meni se da je bilo že 10 sekund, tako razlike, da je bil še pred mano, pa sem pa ti zadnji krog, ne vem,
mislim, da je 800 metrov, pritekel z tempo 2,45, pa ga dobil 200 metrov pred ciljem, pa zmagal. Ja, to so taki lepi spomini. Mislim, koliko zmage šteješ? Tudi ne šteješ, zmag ne šteješ najbrž. Odkrito, ne. Imaš pa kakšna, ki ti je posebej ljuba, ali pa več njih, ki si jih rad spomniš, ki so bile res dobre, poleg tiste za sekundo rekord podreš, pa puharja na nočnem teku, pa še kakšno tako, kakšno zanimivo, imaš še kakšno na zalogi? Ja, zdaj, da bi še izpostavil ta zmaga na državnem, pa tudi na tem atletskem pokalu Slovenije. Tam sem tudi za zmago sem rabil preteč najhitrejši zadnji krog v svojem življenju. Mislim, da je bil 57 sekund v zadnjih 400, pa s tem, da prej ni bilo toliko čas. Drugače pa, da pomislim, tudi mogoče čisto, ko sem šel prvi državni rekord, je bil, mislim, da prej na 10 km 30-40 v 23, mislim, rekel takrat 21-30-36, pa je tudi tam na 9 km ni nič kaj kazalo rožnato, ko sem pa tudi zadnji kilometrom finiširal, tako da je bilo jasno. Noro, mislim, nekaj imaš v sebi, Matija, nekaj imaš v sebi. Zdaj si v atletiki že desetletje in tako naprej, zdaj si državnih pa na mednarodnih, stezah, odrih, veš, kako se stvari streže. A imaš, tako kot vsak atlet, ambicije, želje, sanje, želiš postati, enkrat biti na olimpijske igre, kaj tazga, ali je ta atletika, mislim, neka stvar, ki ti v življenju pomeni zelo veliko, pa bi se v tej smeri še trudil, ali kako drugače gledaš na, tek atletiko? Ja, definitivno gre na to, da že zadnjih, recimo 20 naprej, da toliko treniram, je neka stvar, v kateri si res želim uspeti. Zdaj sicer vsako leto si rečem, da bom hitreje tekel, nažalost, kot pol tečem, ampak se mi zdi, da je potrebno v bistvu potrpežljivost, da se ti res odpre. Tako kot takrat, ko sem rekel, da sem mogoče na trojko pa 10 odprl, ampak tudi sam v bistvu se atletiki vidim mogoče odpol, ko se bom nehal s tem, recimo lahko bi rekel, polprofesionalnim ukvarjanjem, recimo kot nek trener oziroma pač svetovalec. No, to sem te hotel vprašati, pa si mi vzel z jezika zdaj, če se vidiš pač v tem športu tudi na drugih pozicijah, tako rekoč zdaj, je pač ta atletka v tvoji kari, vendarle si zato šel tudi študirati, to smer, si tudi v tej smeri že strokovno znanje nabiral, ne? Ja, zdaj sicer študiram ekonomijo, nisem šel na športni faks, fakulteto za šport. Šel sem predvsem zato, ker je na ekonomsko osnovno fakulteto Maribor, ker je znana po tem, da športnikom dosti omogoča. In s tem sem tukaj, bi rekel, dosti zadovoljen. Recimo letos, ne vem, sem bil na faksu, nisem bil 10krat na faksu. Tako da glede tega bi pohvalil fakulteto. Pa tudi bi rekel, da mogoče bi lahko šel, če se ne bi toliko ukvarjal z aktivnost z atletiko, da bi lahko šel mogoče kaj za odtenek težjega študirati. Ampak sem se tudi kar dosti v ekonomiji najdel, zdaj sem zadnji letnik magisterija. Pa tudi moja punca, tudi punca imam tako, ki je tudi dobra atletina, tako da se dosti ujamemo v tem, pa pač v nekem razumevanju, da je potrebno tudi pač kdaj žrtvovati čas, ki bi lahko bila skupaj pa za kak trening. Je tvoja punca po uspehih boljša od tebe ali še ne? Ona prav, da je. Povej, kako je ime sam za to, da bo zdaj vse gledalke rekle, zasedanje, pa da jo šle pogledati, katera je ta deklica, pa kako dobro vsega kotira. Ja, pa Lea Haller. Lea Haller je tudi zmagala na ormoškem nočnem teku takrat, ni ali nekaj? Tako, ja, z oba smo bila zmagovalca, 2-23. Vse je ostalo familije, to se... Smo orek zaslužili. Če ne šteješ zmag, ne šteješ pokalov vsega tega, si kdaj se števal, koliko si zaslužil s tekom, ne? To je bolj za šalo kot za res. Bi rekel, na leto tam nekje 2000 evrov. 2000 evrov pomeni pač par parov, pač sprinter, copat, mogoče kakšne priprave. Ja, 2000 evrov pomeni dvoje priprave, pa ene priprave, pa par masaž, pa par tenis. Pa smo rešili. Mislim, ajde, 2000 evrov, nekaj malega je, sicer
kako, mislim, evo, pa to sem že prej govoril v začetku, a ne, kako mlad, recimo, atlet, ki bi rad nekaj delal na tem področju, sploh dobi finance, razen tega, da ga živijo starši, moče štipendije, ne vem, na atletski zvezi dobi bolj pinac, ali kako, ne vem, ali tam zdaj kaj boljš. Se zdi, tako bom rekel, svojih izkušenj, tudi zdaj, če druge kolege pogledam, je brez neke finančne podpore staršev, pa vsaj to, da ti omogoča šolanje, da ti ga plačuje še pa naprej, je, bi rekel, da ne greš v službo, je nemogoče, no. Ker tudi, recimo, ne vem, Vid, pač ko se malo pogovarjamo o tem, tudi on, recimo, ne dobi toliko, pa je res klasa, da bi se recimo lahko tega živel, no. Ja, no, mislim, to je, mislim, je en problem v bistvu, a ne, ki te Po drugi strani, ja. po drugi strani, ko pa slišim, ne vem, to, da sem bil prijatelj z Benjaminom, ko slišim, kakšne številke so tam zadaj, ali pa tudi, ne vem, s kolegom, ne vem, ko je igral v nižji slovenski ligi, kakšne številke imajo tam za koliko treninga, je žalostno. Mislim, ja, evo, še eden razlog morda, ne, da mladi perspektivni pobije in tudi dekleta, ne, se najdejo v športih, ki imajo malo boljše finančne izglede potem recimo, ne, in se s tem lahko pečaš, ne, tudi v svojih 20-ih. Pa atletika izgublja tudi zaradi tega. No, zdaj, kako to rešiti? Evo, bojo strokovnjaki potuhtali, pa bom kakšnega povlekel tale podcast, pa bo po čarobno paličico zamahnil in bo najdel milijonček za slovensko atletiko v naslednjih letih, ja, pa bogate nagradne sklade in tako naprej. Morda, ne vem, ja, lahko manjše prireditve, kot je Ormoški, še kje druge v Sloveniji, probajo dobiti kakšne sponzore, ki bodo z nagradnimi skladi motivirali fante in dekleta, da bodo prišli tle tekmovati, kaj pa vem, ne. Matija Rizmal, ima še, mislim, koliko časa, ja, si predstavljaš, ne, zdaj pri svojih, rekel, 23-ih, da bi lahko tvoja kariera tekaška še trajala 10 let, 15 let, 20 let? Ja, zdaj odkrito, da bi trajala 10 let, bi mogel, pač glede na količino treninga, ki ga imam sedaj, govorimo, ne, bi mogel kar dosti napredovati, no, če govorimo o nekih številkah, tako da se recimo vsi vsaj na Evropsko prvenstvo. Zdaj trenutno, dokaj so še na fakulteti, to pomeni še letos, pa še drugo leto, ko si vzel še eno leto absolventa, zagotovo. Za naprej pa ne morem zdaj pač trditi 100% gotovostjo, če ne bo pač nekega, mislim, da se saj tako, kot sem omenil, da se vrstim, no, da bom še vzdrževal takšno količino treninga. Zdaj kot sam tek, rekreativno, ne vem, 4x na teden, 10 km, lahkotno, ja. Zdaj takšna količina treninga, ko imam pa zdaj, pa ja, če bom zadovoljen s svojimi rezultati, tako bom rekel. Kaj, okej, lepo povedano, količina treninga, dajva to kvantificirati, po številke postaviti, kaj pomeni to količina treninga za Matijo Rizmala v enem letu? Ja, zdaj je čisto odvisno od tega, ker sem pod katerim trenerjem sem treniral. Zdaj največ količinsko bi rekel, da sem treniral pri Petraču Janu, ker on ima ta podoben sistem kot Jakob Ingebrigtsen z double threshold oziroma dvojnim laktatnim pragom v enem dnevu. Tam se je nabralo recimo količinsko, ne vem, nekje slabih 100 km teka, pa ene 5 ur kolesa na teden. Kolesarstvo sem začel 22 naprej, ker takrat, ko sem imel ahilo poškodovano, sem kolesaril, pa mi je tudi zelo všeč kolesarstvo. Zdaj trenutno, za izjemo priprav, bi pa rekel, da je nek klasičen teden nekje tam 70-80 km teka, pa 2-3 urce kolesa, pa ena vadba za moč. Zdaj mi pa opiši, ali pa povej, kateri je trening, ki ti je najtežji, najbolj nagražen, ki ti gre na kozlanje, že sam da pomisliš zjutraj, da ga boš mogel narediti, pa te čaka. Ja, zdaj, ko sem bil pri Janu, je bilo to zagotovo ta dvojni threshold, ta drug trening, ker sem bil že kar utujen, no. Zdaj trenutno bi pa rekel, trenutno distance v dvorani, ki jih imamo enkrat na teden, to smo komaj zdaj začeli. Generalno bi pa rekel, mogoče dolgi tek, ker je nedelja, pa sem takrat najbolj utrujen, pa se vlečem, dosti vlečem. Kaj za desetkarja, za 10.000 metraša, dolgi tek v nedeljo? Pa tam 20, tam nekje na kilometrov. 20 do 25, no, je pa res, da grem to tam nekje
ne grem nekaj hitro, no tam nekje za 24 km, tako prav gledam okrog 140 tripa. Evo, zdaj si razkril vse skrivnosti svojega treninga, zdaj da bodo unike ne stravi, niso vsega že prišnofali, zvedeli še to, evo, pa tem so že vse Mogoče pa prišnofali. tudi res, da je to, ker to ponovadi delam sam, no, ostale treninge te malo močnejše sem pa skupina, no. Ponovadi se oče žrtvuje mogoče za kako polovičko, ali pa en kolega malo s kolesom, no, ampak dostikrat se zgodi, da sem sam. Kaj pa oče, no, oče zdaj je najbrž ponosen na svojega sina, ki ga je povleklo v tek in dejansko sodi, bom rekel, vrh slovenske atletike. Kako bi pa njegov pogled na tvojo kariero? Ja, zdaj oče ni sam tekač, v bistvu bolj tudi triatlon sploh presedlal, no. Ampak sta me vedno zelo, zelo podpirala. Tudi ne vem, ta recimo v obdobju srednje šole, ko sem imel res natrpan urnik, mi je, ne vem, recimo, če gremo v detalje, mi je mami, ne vem, vsak dan naredila topla večerja, da sem se lahko pač primerno jedel pa to, no. Tako da glede podpore, tudi finančne, tudi še zdaj, no, mi stoji tako, kar pač lahko, no. Tako da glede tega sem lahko srečen, no. Prav. Še več takih staršev, vse vem, ja, so športi, ki terajo mogoče še več denarja, pa še več angažmaja, ampak rabimo atlete, tako da atlete rabimo. Rabimo atlete, pa atleti rabimo konkurenco, rabimo olimpijske nastope in podobno. Nujno moramo še eno stvar obdelati, ki jo ti res obvladaš, ne? To je doping, a ne? Ampak ne iz uporabniškega vidika, ampak iz vidika študija ali kako. Si preučeval tudi ta del, a ne? Bom rekel, atletskih zgodb, drži, kako to, da si se posvečal tudi temu področju? Ja, zdaj glede na to, da študiram ekonomijo, da sem mogoče ljudi, ki slišiš, pa že sem pisal diplomsko delo na to temo, je rekel pa že, to nima neke povezave, ampak jaz sem se v bistvu v diplomskem delu sem se bolj osredotočil, da izpostavim ta vidik finančni. Ker prvi problem dopinga je, da se za dopinške teste oziroma za zmanjšanje uporabe dopinga pri atletih nameni veliko premalo denarja in tudi zaradi tega je posledično, kot je dejal v intervjuju predsednik protidopinške agencije mednarodne, da ujamejo samo, ne vem, 2-4% športnikov, ja, ki se dopingirajo. Vse se začne pri denarju, bi rekel. Zato sem tudi pisal, da delo diplomsko na to temo. Motivacija, torej, dajva reči, najbrž si veliko literature predelal, pa virov, pa tako naprej, ne? Pa tiste, ki jih dobijo, pa če končno priznajo, kaj je glavna motivacija, bo še kot denar, uspeh, peer pressure, ne vem, kaj, dostopnost na koncev, ne, pripravkov. Ja, zdaj, če bi omenil kot prvo, bi rekel, pač ta želja po uspehu oziroma posledično tudi pač dobiš več denarja, no. Tudi vedno je pomembno pač, da imaš pravi ljudi okrog sebe, ki tega ne podpirajo, no. To se mi zdi take dve stvari, da nikoli nisi v bistvu toliko obupan, da posežeš po dopingu, pa da se ne družiš s takimi pač, ki jim doping ni nič takega oziroma pač, da te nagovarjajo k njegovi uporabi. Si bil ti kdaj, bom rekel, izpostavljen temu, ti je kdo ponujal še doping ali pa kaj takega, bi lahko prišel do tega? Osebno ne. Morda poznaš atlete, ki so, bom rekel, to konzumirali ali pa kaj takega, ali tega ni toliko, kot mi mislimo, da je? Ja, zdaj za Slovenijo izrecno ne poznam nobenega, ki ga niso dobili, no, razen, da je mogoče Domen Hafner, ki so ga dobili njega. Samo tako, da bi pa, ne vem, v teh fantov, ko se družim, se tudi tako, da se okrog govori potihoma, ne za nobenega, no. Se mi zdi, da mogoče to tudi mogoče malo na rezultatih niso tudi tako dobri, no. Ker se mi zdi pa, da mednarodno, da so zdaj v zadnjem dobju taki rezultati, da ne vem, če dalje težje verjeti, tako bom rekel, no. Ajde, če sva že pa teoretizirava, no, pa se ne bova nobenega moče narava biti konkretna, ampak nasploh, v katerih disciplinah se ti zdijo morda najbolj vesoljski napredki v zadnjih nekaj letih? Če bi spostavil eno disciplino, bil to ženski maraton, drugače pa generalno, če pogledaš ta v bistvu povprečni čas, recimo top 50 rezultatov na svetu, koliko se je v bistvu premaknil dol, ali pa tudi koliko recimo ženske zdaj koliko petko, kar že
pod 14, pa 10, pa ne vem, pod 29, eno so morda zdaj dobili celo, ne. Se mi zdi, da je ženska še bolj ta, ko bi rekel, napredek, neverjeten kot pri moških. No. To drži, ja. To drži. Vse podcaste, ki sem jih poslušal na temo Chicaškega maratona preteklega oktobra, pa 2:09:56 Džepangetičeve, ja, mislim, to je tak vesoljski preskok, kot da bi, ne vem, zdajle nekdo pri moških tekel 1:58 ali pa kaj tazga, res noro. Ja, zdaj je pomembno, dosti lahko vidiš od tega, no, v primeru, pogledaš pač prejšnje rezultate, ne. Zdaj ne vem, če gledaš temu Kipčoge, ko je šel vsak leto za pol minute dokaj ni tistega vrha dosegel, ne. Se mi ne zdi, dok so mi zdaj pa recimo to žensko, ko so dobili, ko je tekla lani, mislim, da je bila druga v zgodovini po 29, pa prej tekla 31:0, se pravi, počasneje kot jaz, po enem letu kar 2 minute šlo dol. Se mi zdi, da če že te rezultate tako, no, že malo tako, ko pogleda, se mi zdi, da večino teh, ko je na dopingu, da naredi tak preskok, ne, ali pa recimo, če bi imel tak, bil recimo Katir, Španski, je bil samem vrhu, je to kar naenkrat iz 13-20, ne vem, v enem letu šel na 12:40 ali nekaj takega 12:45, to kar sploh šport ponovati rdeča alarm. Ja, taki napredki, ja, so preveč dobri, da bi, ja. Zdaj to je drugačno, recimo, če ga šli 35 minut, 32 v enem letu, ne. Ok, vrhunska atletika pa doping, ja, mislim, zdaj, ja, dokler enega ne dobijo, seveda lahko samo teoretiziramo, ne, zdaj lahko teoretiziramo o vsakem dobrem športniku, da je na dopingu, ampak bi mu delali krivico, morda, po drugi strani pa, kaj pa, a si morda se poglobil tudi v rekreativni tek, pa doping je tudi, na tem področju obstaja kaj statistik, pa bom rekel, kaj virov, ki to proučujejo? Ja, bolj sem bral zdaj nisem sicer to bral o atletiki, ni bilo to člankov, bolj je bilo člankov o kolesarstvu, amaterskem, da je tam zelo to razširjeno. Ja, zdaj, zanimivo, a ne, zanimivo, da, pa rečem, ti, ki si se podobil to tematiko, ok, sej, pa se govorila tudi recimo s Tobijem Gabrškom, ki ima zanimive izhodišča na to temo tudi, pa ja, če se postaviš mogoče v kožo enega dokaj revnega, pa neko Etiopca, Kenijca, ki se mu kar enkrat ponudi možnost zaslužiti veliko denarja, pa pač gre čez črto, pa poje tisti doping in to pobere in tako naprej, tvega pač vse, ker je tudi nagrada tako velika, ampak zakaj za božjo voljo po tvoje en rekreativca, ne, mojega kova recimo, ne, ki bi si spet želel teči maraton po 3 urami in se ne žre vsega iz svašta, in ne, zato da teče 2:59 za božjo voljo, ne, čeprav vede s tem, moče škodi svojem zdravju še bolj, bom rekel, morali in etiki in tako naprej. Ne? Kaj po tvojem mnenju pa nas poganja, rekreativce tam zunaj, ki nekateri dejansko, pa bi rekel, niso ljudje, ki bi v tega kaj drugega imeli razen slavo v svoji ulici, dejansko grejo toliko delati, da so pripravljeni ne samo denar, pa tudi vse ostalo postaviti na kocko. No. Ja, po moje je bolj kot v bistvu samo dokazovanje, pa da je v bistvu imajo neko, ko bi rekel, samozadoščenje, da ne vem, da izpolnijo nek cilj, pa v bistvu hkrati pozabijo v bistvu, da uživajo substance, ki jim močno škodujejo zdravju. Ne tega početi, spoštovani, ne iz dopinga. No. Sej dosti kupujete Nike'ice za 250 evrov. Ja, to je tehnološki. Ja, moje mnenje je že to, da je že to malo bedarija za večino rekreativcev, pač da je to zaprava za copate. Zato, da boste 3 minute boljši na maratonu, se ne splača, ker v teh copatih ne morete niti iti peš po mestu, ker se te zvil gležen ali pa zvrnen. Vse podobna zgodba je po kolesarstvu, tam, da je v bistvu pa še dosti večja investicija. Ja, se zdaj se toliko časa že govorijo, da so tiste najbolj zagrizene rekreativce zgubila, tiste, ki so zapravili za pol plače za tekaške copate. Vam jih privoščim, če uživate v njih kar. V čem pa ti tečeš recimo na cesti ali pa na stezi, na kere znamke, modele pa ti prisegaš, Matija? Zdaj sam začetek sem začel največ v Salconiju, ker je v bistvu oče hodil tam v trgovino Treno, si bil še takrat voznik Salconija. Potem pa nekako sem bolj presedlal na Nike. Zdaj v zadnjem času sem v bistvu 2021 sem imel takrat
sem bil ambasador ona, ko je bil še slovenski voznik. Od takrat sem imel po večini on-running, trenutno imam pa bi rekel prepred znamk Asics, Nike pa on. Ja. Ni skrivnosti, spoštovani, vse ste zvedeli, ne? Nastravimo se, zdaj je vse povedal naš Matija Rizmal, zdaj lahko vzamete njegov recept, začnete trenirati, pa ga izzovete na naslednjem ormoškem teku, pa da vas vidi, ali pa na državnem prvenstvu v Ljubljani, oziroma kje drugje, no. Zdaj, rekla sva za konec, da te neham mučiti, Matija, sezona 2025 bo uspešna, če boš, recimo, ali pa taka, kot bi si jo želel, če boš tekel 10 pod pol ure, če boš njemu odnesel moče kakšen državni naslov, kaj še, recimo, si si dal za letošnje cilje? Tako, no, zdaj, če bi jaz sam za sebe omenil, mi državni naslovi niti ne pomenijo toliko, bi me recimo veliko bolj pomenilo, da bi čim bolj hitreje. Ja, ampak te cilji so pa, ja, ta 10 po 30, pa 5 po 14, no, to je nekako v glavnem. Pa neko uspešen tale debil v polmaratonu. Tis pa ne upam nič napovedovati, ker še nisem tekel, pač težko oceniš, ne. Lej, Jakob je šel, oziroma Jakob Medved, ja, je šel na polmaraton, pa zdaj na prvič na maraton v Valencijo lansko leto, no, in evo, je debitiral, zdaj zadnji čas, da si ti počasi, da njem pomakneš, pa morda še njemu kakšen, naslov, zdaj državnega rekorda mu ne moreš vzeti, ker bosta oba da zdaj ven iz U23 počasi, ti si že, a ne? Tlej ni več, ampak... To je tudi zdaj letos. Ja, šla je, kaj je šlo za U23, zdaj pa je pač lanski rekordi pač padal. Rekel si, Valencija, veš, letos v Valenciji na polmaratonu, ki je en teden po ljubljanskem maratonu, mimogrede, ne? Ja, jaz kanim tudi biti, ne, z eno ekipo tam dol, no, tako da, evo, upam, da boš tudi ti. Bravo, da je hitra proga, letos je padel svetovni rekord, tako da, lej. Mogoče bi to samo omenil, da zato nisem še toliko v bistvu presedal na daljše, kakor mogoče nekateri, ker se strinjam z mnenjem, da moraš, če res hočeš nekaj konkretnega oteči, zdaj bi rekel, kar tam 90% primerih moraš imeti solidno hitrost na stezi. Zdaj, solidno hitrost na stezi bi jaz rekel, da je to, če hočeš res nek vrhunski maraton oteči, rezultat, ne vem, 1500 metrov krog 3:45, ker tudi recimo, če pogledamo najboljšega maratonca v zgodovini, Eliud Kipchoge, on je, mislim, da ima 1500 krog 3:30, no. Se mi zdi, da dokler ne razviješ neke zanemarljive hitrosti na stezi oziroma ne dosežeš nekega rezultata, kot sem rekel, krog 3:45 ali pa ne vem, 3 kilometre pod 8, se mi zdi, da je brez veze siliti, edino če si res ustvarjen za to, no. Pa sploh, glede na to, da je znano, da ko si mlad, lažje razvijaš hitrejše mišice, kot pol, ko si star, ne. Ker pol, ko že enkrat tečeš maratone, pa da hočeš neko hitrost nazaj dobiti, ja, good luck, ja. Ne. No, to mi je zdaj všeč, zdaj bom spremljal na eni strani tebe, ne, ki si ta razvoj do maratonca si vzel malo bolj počasi, pa kakšnega drugega, ki je preskočil, bom te rekel, te vode, ne, pa da vidimo, kdo bo potem čez 10 let hitrejši in se boljši na tej kraljevski razdalji. Sej, najbrž vsak tekač, več ali manj, slej ko prej se ozre tudi po maratonu, ti se vidiš enkrat, ne vem, tudi kot maratonca najbrž, ne? Vse, ampak počasi, no, zdaj pol maraton, pa naprej, no. Pol maraton. Ni zdaj tako, da že letos tekel maraton. Verjetno tudi drugo leto, ne. Pravilno, naj ostane ta maraton še za kakšno leto kasneje. Kaj bi bil recimo letos dober čas, dober debi v pol maratonu, da bi rekel, splačal se je dobro leteti? Ja, ne vem, zdaj, po moje, glede na to, če sem si zadal cilja, ne vem, po 30, pa nekje okrog 14 nič bi bil primerljiv rezultat na pol maratonu, verjetno okrog 65:00. To sem hotel slišati, kakšen finale, 65:00 ali prevedeno 1:05. Čas, ki ga, ja, že kar nekaj časa niso tekli slovenski. Jaz se spomnim takrat, ko sta tekla, ne vem, sta bila Kobe pa Kosmač, oba dva pod 1:05, na ciljni črti sta se lomila še z 1:04:55, nekaj tazga. V ljubljanskem maratonu je bilo to, evo, kaj takega bi ti privoščil. Pa še brez karbonskih čevljev. Predkarbonskih časih, tako je, predkarbonskih časih. Tako da, evo, vse si mi povedal, Matija, zdaj te bom pustil počitku tam na Portugalskem, pred snemanjem so govorila, da imaš do 21. še te priprave
jaz se tudi 21. vračam iz tistih koncev, tako da želim ti čim več sončnih dni, pa čim več težkih treningov, ali kako se reče. Hvala za lepe želje, pa tudi tebi želim vse dobro na maratonu, pa upam, da uspete pristati, ker sem slišal, da je kar vetrovna, ne? Na Madeiri mora biti pilot kar vešč, recimo, ja, v vetrovniku, a ne vem kje, a ne, jih pač trenirajo, ker tam se malo zibaš, ampak ja, upam, da vsaj zanimivo, no. Če ne drugega, Tafel bo zagotovo, no. Tako da se, evo, še bolj se zdaj veselim o brigadu, bom rekel, a ne, Matija Rizman. Brigado. Lepo se maj, na Portugalskem, hvala še enkrat za čas, za tale pogovor, dragi gledalci, dragi poslušalke, 235. epizoda podcasta Zagreti za tek je bila tole, se upravičujemo vmes malo za slabo kakovost slike in zvoka, vendarle smo se povezali na drug konc Evrope, ja, tam, kjer sonce zahaja majčkeno kasneje, kot le v Sloveniji, ampak bilo je super. Lepo se maj, hvala ti, srečno. Hvala tudi tebi, Marko, za povabilo in vse dobro. Z veseljem, zdrav, srečno, živ. Čau.